Zelo nezadovoljen, neresen pristop do delničarjev, s tem, da osrednja točka seznanitev s pogodbo o prodaji delnic Mercatorja praktično odpravljena v 3 stavkih predstavnika londonske ING. Nobena razprava ni bila dopuščena, nobeno vprašanje možno. Mi smo pripravili, glede na to, da smo pred dobrim mesecem dvignili pogodbo o prodaji delnic Mercatorja, opozorili na številne momente, ki jih v tej pogodbi ni, pa bi tam morali biti vsaj natančno določena cena, vsaj kupnina, kdaj bo plačana, ustrezna zavarovanja, nič od tega v pogodbi ni. Mi smo to zelo jasno sporočili, hkrati pričakovali, da bo danes na tem mestu pojasnjeno, kako je s tem, zakaj tega ni, da bo moč dati tudi ustrezne zaveze do uprave, da se vendarle v primeru prodaje to vgradi v pogodbo, ko gre za tako pomemben posel, približno 800 milijonov evrov znaša, vendar pa na veliko začudenje ni bila mogočena niti razprava, niti nikakršno vprašanje delničarjev. Jaz sem na tem glasno protestiral, predsedujočega odvetnika Zdolška seznanil s tem, da bomo preiskali seveda ustrezne pravne možnosti, vkolikor obstaja, da to problematiziramo, ker če kdaj bi danes morali delničarji dobiti odgovore na to, zakaj je takšna pogodba sploh lahko bila predmet obravnave in očitno še vedno tisto, kar predstavlja temelj enega največjih poslov v Republiki Sloveniji v zadnjem času z izjemnimi posledicami, ne samo za družbe, ki so v to vpletene, najpomembnejše družbe, pač pa tudi za širšo skupnost. No, dokapitalizacija je padla verjetno tudi zaradi nekaterih vprašanj, ki so bila s tem v zvezi odprta, ne nazadnje samega vrednotenja, torej emisijskega zneska, kakor je bil postavljen in ki je daleč od tega, kar v pravzaprav dokumentih skupaj s tem družba ugotavlja kot pošteno vrednost delnice družbe, tako da to je brez nadaljnjega en moment, ki je verjetno delničarje napeljal na to, da takšne možnosti niso podprli, hkrati pa na drugi strani seveda tudi vprašanje dokapitalizacije v 100%, ki bi pomembno lahko spremenila lastniško strukturo oziroma tistega, ki ima ključni vpliv v družbi in tudi v skupini Pivovarne Laško. Zaradi tega so bili nekateri pomisleki delničarjev s tem v zvezi seveda na mesto in verjetno botrovali temu, da dokapitalizacije v takšni obliki ne bo, skupščina ni podprla. Na drugi strani pa je dejstvo, da mora družba Pivovarna Laško iskati rešitev za finančno stanje, v kakršnem je, in po drugi strani seveda bi pričakovali, da na drugačen način pristopi k dokapitalizaciji, da zagotovi sredstva tudi iz takšnega naslova, v kolikor je to dejansko namen.